Lep pozdrav na tole marsikje sicer deževno sredo, ampak pravijo, da je takšna sreda ali pa takšno vreme idealno za to, da se usedete pred računalnik ali pa pred telefon, prižgete zvočnik in potem mirno in lepo počasi poslušate vsebino. Tokratni webinar v sodelovanju SBC-ja in Petrola pa je v resnici webinar o tem, kaj vse se že dogaja okoli nas in kaj vse prihaja. Webinar, ki je namenjen v resnici elektrifikaciji voznih parkov in pa polnilni infrastrukturi, je nekaj, kar danes podjetja ne da razmišljajo, kako to storiti, ampak je to že del njihovega posla. Torej, kako vse skupaj vpeljati v poslovni model podjetja. In to je vprašanje v marsikaterem podjetju, pa naj si bo to manjše, srednje ali pa večje podjetje. Kako smo si vse skupaj tole zamislili? Ja, predvsem, ko smo se pogovarjali s Petrolom, kaj je treba dati, smo rekli, ok, naredimo to tako, da bo kar se da konkretno. Torej, da najprej povemo, kako pogledati vozni park, potem kako postaviti polnilnico, kako potem vse skupaj upravljati. Uro pa pol bomo v vaši družbi, verjamem, da boste tudi vi z nami. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, imamo namreč dva sogovorca, dva govornika, dva, ki se na to spoznata, ki to delata in to tudi živita, lahko pišete njima, potem že vmes nam lahko postavite kakršnokoli vprašanje v tem chatu, zato smo tudi tukaj, da odgovorimo. Če vam česa seveda ne bomo odgovorili ali pa uspeli odgovoriti po vsakem sklopu, imamo namreč 4, potem pa je tukaj še zadnji mail mobilnost@petrol.si. Ampak naj si bom dovolj za ta uvod, o teh mailih, o vprašanjih, vse to vas še obvestim. Najbolje, da kar zares začnemo. Torej, 4, kot smo rekli, teme. Prva bo, pogledamo, kje polniti, oziroma najprej govorimo o strategiji, optimizaciji voznega parka, kako ugotoviti, katera vozila so primerna za elektrifikacijo in seveda tisto, kar je zelo pomembno, kje so vam kakšni prihranki. Nato pogledamo polnjenje električnih vozil, kje polniti, koliko časa traja, kakšne so razlike med zasebnim, službenim pa tudi javnim polnjenjem in kako potem načrtovati to polnjenje v praksi. Potem tretji del je upravljanje polnjenja in pa polnjenje prihodnosti, se pravi te koncepti, kaj se vse da, od nadzora, analitike, optimizacije stroškov do različnih poslovnih modelov sodelovanja. In čisto na koncu, seveda še kako elektrifikacijo narediti tako, da jo nekdo seveda spremlja in kakšne koncepte imamo. Skratka, 4 teme, 2 sogovorca in pa jaz verjamem, da po vsaki temi tudi vaša vprašanja. Še enkrat, če imate vprašanje, napišite v chatu, če kaj ne odgovorimo, pa odgovorimo potem preko maila. Toliko z moje strani. Sem Gregor Trebušak, SBC-ja. Kdo je prvi gost, pa se vam predstavi kar sam. Lepo pozdravljeni, moje ime je Anže Ovijač in v podjetju ATED delujem kot vodja prodaje. Vsakodnevno se ukvarjamo z optimizacijo voznih parkov, dajanjem vozil v dolgoročni in kratkoročni najem, analitiko in stroškovno optimizacijo voznih parkov. Na koncu pa sledi tudi prodaja vozil. Trenutno upravljamo več kot 1000 vozil in imamo dobro izkušnje, kako optimizirati vozne parke do te mere, da jih pripravimo na uspešno elektrifikacijo. Anže, lep pozdrav. Lep pozdrav. Živjo. Ja, strategija in optimizacija voznega parka, to je tvoje področje, to je tvoja strokovnost. Tisto prvo vprašanje je, kaj je prvi korak, ko podjetje začne razmišljati o optimizaciji voznega parka? Je to najprej izbira vozila ali najprej seveda pogledaš, kaj mi imamo, kaj je treba narediti, torej neka analiza? Ja, danes je res trend elektrifikacije voznih parkov, podjetja se vedno več usmerjajo v samo elektrifikacijo. In vsekakor po mojih izkušnjah ni najboljša izbira, da najprej vozilo kupiš, potem pa začneš zadevo od spodnje točke navzgor. Se pravi, po naših izkušnjah najboljša smer bi bila, se pravi, neka pregled voznega parka. Usmerimo na to, kako je vozni park sestavljen, kakšne so, se pravi, potrebe v nekem podjetju, v neki organizaciji, kako se spopadati s tem z uporabniki vozil, ki je konec koncev tudi nek glavni razlog, kako zadevo potem zapeljati, da je stroškovno potem tudi učinkovita, da so uporabniki vozil zadovoljni. In dejstvo je, da je najprej potrebno optimizirati zadeve in jih analitično presoditi.
Zdaj se rekel optimizirati, to se vedno dobro sliši, ko gre za podjetja, a ne? Zato mogoče vprašanje, kje so največje rezerve pri optimizaciji? Je to v številu vozil, boljši uporabi, v stroških ali v tej organizaciji mobilnosti? Kaj bi ti rekel? Kakšne so vaše izkušnje? Zdaj, v začetku sama organizacija mobilnosti je vsekakor najbolj pomembna. Se pravi, če bomo zadevo imeli zelo dobro organizirano, zelo dobro zastavljeno, potem lahko tam nadaljujemo. Se pravi, potem v tem koraku tudi pogledamo dejansko, kako se zadeve lotiti potem v praksi, prestopati na ta način, da poiščemo res tiste zadeve, spremljamo podatke, kar je ključno, analiziramo vsak podatek, kakor se le da. Se pravi, tisti podatki, ki pa so najbolj pomembni na tem nivoju, pa je sigurno dnevna kilometrina, ki jo prevozimo z vozili, potem je tukaj tudi dnevna letna kilometrina, razdalje, se pravi, kje se ta vozila gibajo, če grejo od točke A do točke B in če dnevno prevozi manj kilometrov, je vsekakor bolj primeren za neko elektrifikacijo. Potem so tukaj tudi zmožnosti, kot smo že prej omenili, glede polnilne infrastrukture, ali ima podjetje možnost postaviti neko polnilno infrastrukturo, da je potem tudi tu pomemben vpliv. Dejstvo je, da podatki so tisti, več podatkov lahko zberemo, boljše analize lahko pripravimo in dejansko sam potem začnemo. A veš, kaj me zanima, ne? Ko enkrat naredite tako analizo, prej si na začetku povedal, s kolikimi podjetji, s kolikimi vozili upravljate, kolikokrat se izkaže, da mogoče podjetje ugotovi, da kakšnega vozila pa v resnici sploh ne potrebuje? Ja, v praksi je to kar pogost pojav. Se pravi, če pogledamo že mogoče iz praktičnega primera, neko podjetje, ki ima službena vozila, načeloma v uporabi, če tako rečemo, malo na primeru, v ponedeljek začnejo uporabniki službene poti, nekje do četrtka popoldan so te službene poti kar dokaj pogosto zasedene. Potem pa so tu petek, sobota, nedelja, pa mogoče še del dopoldneva v ponedeljek. In tukaj že vidimo, da to ni neka optimalna optimizacija voznega parka, ampak je kakšno vozilo že nekje preveč, ki bi ga lahko optimizirali na način mogoče najemniške strukture, ne zgolj lastniške, kar je v Sloveniji kar neka pogosta stalnica, ampak tudi najemniški del tukaj odigra lahko svojo vlogo. Bodisi električno vozilo, bodisi vozilo tudi na notranje izgorevanje, seveda. Tako da tukaj bi poudarek dal res na te zasedenosti vozil, da dejansko potem so vozni parki izkoriščeni do te mere, da je stroškovno optimiziran del vozila. Zdaj, ko naredite to prvo analizo, ko obiščete podjetje, ko greste še za vse te podatke in tako naprej, kaj je po tvojih izkušnjah najboljša stvar, da se potem zgodi? Nek hiter rez, ko rečeš v redu, od jutri naprej naše parkirišče polno novih električnih vozil, ali nek postopen prehod? Vsekakor postopen prehod, ko se je izkazalo v praksi, da je to tudi zadeva, ki konec koncev najbolj pije vodo, se pravi, se tudi najbolj v praksi izkaže. Postopen prehod načeloma zato, ker se potem tudi laže navadi, če rečem, uporabnike, se pravi, so uporabniki spoznajo s tem in s tem tudi stroškovno potem pripomoremo, da je ta šok, če tako rečem, stroškovni, ni tako velik za neko podjetje. Vemo, da so električna vozila mogoče v osnovi nekoliko dražja, za seboj potegne tudi postavitev javne oziroma polnilne infrastrukture, uporaba javne infrastrukture. Tukaj so neke navade, ki jih moramo spremeniti, ampak v tem primeru je postopna elektrifikacija veliko bolj smiselna, lahko pa si jo tudi seveda pomagamo z najemniškim delom ponovno. Se pravi, če neko podjetje ni pripravljeno za direktno hitro optimizacijo oziroma elektrifikacijo, je potem najem vozila tista izbira, ki lahko mogoče pripomore k navadam, da se ljudje spoznajo in potem kasneje gremo v lastniški del, kupimo nova električna vozila, postopno elektrificiramo. Da greš v to elektrifikacijo, potrebuješ najprej veliko znanja, potem neke strokovnjake, da ti vse to izračunajo in potem pogledaš finance. Kakšen je ta finančni del? A se ti to izplača? Vsi govorimo vedno, država da subvencije, država pove, kaj je dobro, da vzamete, ker se vam bo to izplačalo. Kako je s tem? Ja, finančni vidik je tukaj zelo pomemben, to je že ugotovila. Subvencije pa praktično do zadnjih nekaj letih vedno dostopne. Sicer zdaj ravno kar javni razpis trenutno je potekal, kar je tudi konec koncev dober znak, da se ljudje v elektrifikacijo še vedno odločajo. Sredstva v višini 5 milijonov so bila predčasno počrpana, tudi to je nek znak, se pravi, nekega velikega zanimanja, ampak z 18.6. ponovno štarta z novim javnim razpisom.
nov javni razpis bo tokrat dokaj v podobnih okvirih, sploh za pravne osebe tukaj bistvenih sprememb ni. Edina sprememba je mogoče malo višja razpisana sredstva v višini 8 milijonov zdaj. Še vedno pa imajo potem podjetja možnost uveljavljati tudi odbitek davka, se pravi odbitek davka na DDV, za vsa električna vozila in pa potem dodatno še ta subvencija oziroma, če temu rečemo, boniteta 15 vozil na eno pravno osebo se lahko pokoristi v določenem javnem razpisu. To je pa tudi kar recimo za večino slovenskih teh podjetij, ki upravljajo z nekimi vozili, kar lepa številka. Zdaj, vem, da si rekel, da z velikimi delaš. Mi mogoče lahko poveš en primer, s kom ste upravili tak postopek od A do Ž. Se pravi, ko ste prišli, oni so imeli kup enih vprašanj, danes pa lahko rečeš, da je ta njihova transformacija dobro šla skozi. Zdaj, v tem primeru bi mogoče izpostavil partnerja, ki že vrsto let sodelujemo, to je podjetje Palfinger iz Maribora. Se pravi, z njimi smo že pred leti najprej naredili velik krog povpraševanj, ponudb raznih, se pravi, z njihovim, z naše strani do dobaviteljev vozil, da smo za njihov menedžment poiskali primerna vozila, dejansko dali ta vozila potem v dolgoročni poslovni najem, to so bila električna vozila za celotno vodstvo. Hkrati pa se je tam potem korak nadaljeval. Podjetje je bilo željno elektrifikacije, dodali smo še razna druga vozila tudi v vozne parke, dodatno tudi večje hibridna vozila. To je mogoče v tem koraku ena praksa podjetja. Srečamo se pa tudi s takimi, ki pa dejansko nimajo te možnosti. To pa je recimo podjetje oziroma zavarovalnica Merkur, mi smo sklenili upravljanje voznih parkov, mi smo dejansko začeli iz nič, tako kot sva zdaj že povedala, s prvim korakom, z optimizacijo, pregledom voznega parka. Poskušamo vpeljati nek model, ki bo za njih ustrezen, da ne bo vedno zgolj lastniški, kot so prej ugotovila, da ni vedno najboljše imeti preveč vozil, ki niso dobro zasedene, in s tem dopolnjujemo s kratkoročnimi najemi. Njihova posebnost je pa tudi to, da ne morejo postaviti polnilne infrastrukture na njihovi lokaciji. In imajo recimo, bodisi se včasih srečamo v praksi z soglasji lastnikov, soglasji sosedov. V garažnih hišah so običajno problem, starejša gradnja garažnih hiš, prenizka, ni dostopa zaradi požarne varnosti in tam se polnilna infrastruktura težko postavi. V tem primeru pa, če želi podjetje elektrificirati vozni park, poskušamo zadevo tako, da najemniško pomagamo, se pravi s kratkoročnim najemom. Dostaviš električno vozilo s polno baterijo in potem lahko uporabnik po nekaj dneh vrne vozilo s prazno baterijo. V tem primeru se ognemo polnilni infrastrukturi. Kaj me zanima še, ko imaš ti neko podjetje, pa rečeš, ok, tak je naš vozni park, toliko bi ga seveda elektrificirali, ampak imamo pa že toliko in toliko vozil. Kaj narediti s temi vozili, ko jih podjetje že ima? Je tukaj kakšna možnost? Ja, običajno je to kar velik problem. Zdaj, ko ti zamenjaš nek vozni park oziroma skleneš odločitev, da boš menjal vozila z notranjim izgorevanjem, bodisi stara električna vozila, z novimi obstaja problem starega vozila. Kaj bomo naredili s starim vozilom? Tukaj je ta korak zelo pomemben že z tega vidika, ker največja dodana vrednost nekega podjetja oziroma nekoga, ki upravlja z voznim parkom, je to, da je razlika med nabavno ceno in pa potem prodajno ceno čim nižja. Se pravi, to ne govorimo o nekem ostanku vrednosti, ki je smiselno zadevo zapeljati tako, da ko hočeš prodati rabljena vozila, treba postopati prav tako dokaj analitično, zadevo preveriti, vozila pripraviti na prodajo čim boljše, da dosežeš čim višjo prodajno ceno tudi na koncu ob odprodaji. S tem se ognemo, kot smo rekli, temu velikemu padcu vrednosti in takrat je potem lahko skupek nekih storitev šele zaokrožen in dejansko potem ustrezen za neko podjetje. Zdaj, če bi, verjetno z nami tudi kakšen direktor, ki zdaj v tem malo razmišlja, kaj bi naredili, če bi direktorju mogel dati en nasvet, ko gre za elektrifikacijo voznega parka, kaj bi mu rekel? Ja, sigurno je tukaj, prej sva govorila o spodbudah, obstaja ena velika spodbuda, ki se jo v zadnjem času zelo velik trend med
menedžmentom podjetja, če to rečem, to je boniteta. Se pravi, boniteta za uporabo vozila v privat namen. Zdaj vemo, za vozila na notranjim izgorevanjem imajo boniteto, tisto najvišjo je 1% nabavne vrednosti vozila. Se pravi, če imamo midva vozilo vredno 40 000 evrov, rečemo, 1,5% je to 600 evrov mesečno bruto strošek uporabnika. Pri električnih vozilih je to zaenkrat še nič. Tako da tukaj je razlika velika, tako za uporabnika, na koncu pa seveda tudi za podjetje, če je zadeva optimalno zapeljana, če lahko recimo podjetje postavi polnilno infrastrukturo tako v podjetju, kot tudi na domu uporabnika vozila, takrat je potem zadeva v praksi sigurno najboljše izvedljiva, stroškovno najbolj optimalna in se nekako zaokroža neko celoto. Ja, sam sem imel toliko vprašanj za začetek, da vidiva, kaj se zgodi, ko imaš podjetje, ko ima podjetje nek vozni park in kakšne so rešitve. Kot sem rekel na začetku, verjamem, da imate tudi vi kar nekaj vprašanj, lahko jih tam napišete v chat in če se ne motim, smo jih nekaj že dobili. Sam jih bom kar prebral, zato gledam malce niže. Evo, Anže, kako ne podjetja z voznim parkom načrtujejo nakupe električnih vozil glede na napovedane spremembe subvencij? Nekaj o tem si že omenil, predvsem višje podpore za ugodnejša vozila in ukinitve subvencij za vozila nad 45 000 evrov. To so ta poslovna vozila, ki jih seveda podjetja tudi imajo. Mogoče bi tukaj dal poudarek, da nižja subvencija za električno vozilo je bila res uvedena, ampak za fizične osebe, ne za pravne. Spravi, v tem primeru lahko tudi povemo, recimo podatek je ta, da, pa se vrnem tudi na slide nazaj, podatek je, da je višja subvencija v višini 7800 evrov, sedaj je omogočena tudi za vozila do nabavne vrednosti 25 000 evrov. Ampak, kot sva rekla, to je zgolj za fizične osebe, tukaj moramo biti pozorni. Za pravne osebe ostaja lestvica podobna, kot je bila do zdaj, se pravi 4500 evrov za najdražje vozilo, 45 000, med 45 in 65, potem pa za največjo subvencijo, imamo pa tukaj prikazano na grafiki, se pravi 7200 evrov za M1 kategorijo, to so osebna vozila, do 35 000. Imamo pa tudi potem možnost subvencija za N1 kategorijo, to so kategorija dostavnih vozil, potem tukaj pa ta subvencija 6500 evrov za vozila 45 000 evrov vrednosti do 45 000. Kot je bilo tudi vprašanje, se pravi, ni bojazni za kategorijo med 45 in 65 000 evrov za pravne osebe, ker je omejitev te subvencije do 31.8. zgolj za fizične osebe. Okay. To, kar piska, to so vprašanja, ki pridejo. Evo, novo vprašanje je, katere podatke bi moralo podjetje zbirati, če želi sprejemati boljše odločitve glede mobilnosti? Se pravi, kaj mora podjetje imeti, ko vi potrkate na vrata? Sigurno je ena tistih glavnih stvari, je zasedenost vozil. Zdaj tudi v praksi, glede na to, da se mi tudi ukvarjamo s kratkoročnimi najemi, s svojim lastnim parkom, ki ga dajemo v najem, je zasedenost ključna. Se pravi, zasedenost 80% nekje je optimalna, višja je, boljša je. Podjetja pa nažalost to zelo težko dosegajo. Dejansko to ni njihova glavna dejavnost, to je neka postranska dejavnost, ki nekako običajno pade na nek vozni park oziroma določenih podjetij, ki so manjša, so na mogoče kakšno poslovno sekretarko, ki pa se jim težko mogoče menedžira. Zato je res pomembno, da spremljajo zasedenost, da je ta zasedenost čim višja. Potem imamo pa tukaj, kot so rekla, kilometrina, dnevna kilometrina, mesečna kilometrina. Potem opis nekaj poznavanja razdalj, ki jih podjetja oziroma uporabniki ali pa če tako rečem neka dostavna službena vozila prevozijo dnevno. Zdaj, manjša je ta kilometrina dnevno, več je možnosti za elektrifikacijo veva zaradi baterij, samih kapacitet, ampak večinoma vse dostave premiki vozil, ki se opravijo nekje od 300 do 400 km, danes praktično skoraj vsako vozilo že podpira to neko razdaljo. Ok, to je to. Anže, zaenkrat hvala lepa. Če bo kakršnokoli vprašanje, smo tudi podpisali, kam ti lahko pošljajo, da te vprašajo. Če ne pa mobilnost@petrol.si, pa boš odgovoril. Hvala lepa. Imaš kakšen cilj, koliko boste še do konca leta vzeli takšnih podjetij, da jih elektrificirate? Cilji so kar visoko postavljeni, to je dejstvo. Trudimo se v smeri, da je mogoče naša taka zaveza ni toliko kvantiteta kot kvaliteta.
Tako da stremimo k temu, da se partnerji čim bolj posvetimo, pripravimo čim boljše analize in od tam potem nadaljujemo. Anže, hvala lepa. Ja. To je prvi sklop, gremo zdaj naprej. In sicer, ko podjetje enkrat torej razume, koliko vozil potrebuje, katera vozila so primerna za elektrifikacijo in kako se dejansko uporabljajo, pride potem naslednja, zelo praktična stvar. In sicer, kako ta vozila polniti. Tu pa vstopimo v ta drugi sklop, in sicer polnjenje električnih vozil, in prihaja Matic. Pozdravljeni. Moje ime je Matic Markovič in sem vodja produkta storitev polnjenja in storitev upravljanja na Petrolu. Če čisto poenostavim, kaj to pomeni, se pravi, da v bistvu od samega trenutka, ko nakupite samo električno vozilo, do trenutka, ko zadovoljni zapustite polnilno mesto, v bistvu moja ekipa skrbi za vse, kar pride vmes. Torej, se pravi, skrbimo za uporabniško izkušnjo, skozi razvijamo in dodajamo funkcionalnosti znotraj tega in skrbimo za to, da se pravi sama polnilna infrastruktura deluje. Prav tako pa v bistvu skrbimo za to, da dodano vrednost prinašamo tako končnemu potrošniku, se pravi tistemu, ki pride polniti svoje vozilo, kot tudi na drugi strani lastniku polnilne infrastrukture. Upravljamo že več kot 1400 polnilnih mest v Sloveniji in na Hrvaškem, nekaj imamo tudi v Srbiji in v Črni gori, tako da jaz mislim, da smo res zanesljiv partner na tem področju. Živjo. Živjo še v mojem imenu. Danes sem tukaj, da vam predstavim še nekaj o polnjenju. Zelo podobno kot v bistvu je bilo pri oblikovanju vaše flote električnih vozil, ko si morate napraviti neko strategijo, si morate to strategijo napraviti tudi za samo polnjenje. Če je bilo to pri vozilih na notranje izgorevanje samoumevno, ko ste vedno bili odvisni od javnega tankanja, če lahko tako rečem, je pri električnih vozilih povsem drugače. Ključno vprašanje, ki si jih morate zastaviti, so seveda, kje boste polnili, drugo vprašanje, koliko boste polnili, in tretje vprašanje, kdaj boste polnili. Vse te tri stvari, če si zelo dobro odgovorite, boste res lahko oblikovali pravilno strategijo, tudi kar se tiče samega polnjenja. Pri kje boste polnili je predvsem vprašanje ključno, ali boste polnili samo na zasebni polnilni infrastrukturi ali samo na javni, ali mogoče v kombinaciji tega. Koliko boste polnili, se pravi, poznavanje vaših potreb po polnjenju je ena od ključnih stvari, ki vam bo pomagala pri oblikovanju strategije. In kdaj boste polnili, ta je v bistvu ključno vprašanje, ki vam bo lahko bistveno znižal, se pravi, TCO stroške vašega vozila. Tole so rezultati raziskave 2500, ki smo izvedli pri 2500 naših poslovnih odjemalcev, ki uporabljajo Petrolovo storitev polnjenja. In ta graf zelo jasno pokaže, da v bistvu kar 80% vsega polnjenja opravijo na zasebni polnilni infrastrukturi. Se pravi, to je infrastruktura, ki se nahaja bodisi na domu zaposlenega, bodisi v službi, in zgolj 20% polnjenja opravljenega na javni polnilni infrastrukturi. Tako da v bistvu ta graf zelo jasno pokaže, da v večini primerov gre za kombinacijo obojega, tako javnega kot zasebnega, pri čemer je velik del opravljen na zasebni polnilni infrastrukturi. Zdaj pa še nekaj o sami javni polnilni infrastrukturi. Se pravi, generalno na levi strani vidimo v bistvu AC polnilno infrastrukturo, to je v bistvu polnilna infrastruktura z izmeničnim tokom. Tukaj lahko pričakujemo polnjenje moči, ki so nekje med 7 in 22 kilovatov. Takim polnilnicam rečemo tudi destination chargerji oziroma polnilnice, ki so na tistem kraju, kjer bomo dejansko svoj avtomobil polnili daljše časovno obdobje. Tako da so tudi postavljene in umeščene v prostor, tam, kjer se dejansko ljudje pripeljemo do našega cilja, in tam vozilo pustimo daljše časovno obdobje, spet pravim, mogoče med 1 in 3 urami. Tako se te nahajajo v bistvu doma, v podjetju, pred kakšnimi turističnimi znamenitostmi, potem recimo pred kakšnimi trgovskimi centri, mogoče tudi kakšnimi hoteli in tako naprej. In tam se v bistvu avto napolni, recimo, da približno v 3 urah. Še ena mogoče posebnost pri AC polnilni infrastrukturi. Pri takšnih polnilnicah navadno
te polnilnice niso opremljene z polnilnimi kabli, zato pri takšnih polnilnicah uporabimo kabel, ki ponavadi pride zraven vozila, se pravi kabel tipa 2 po večini, in ga v bistvu na eni strani vklopimo v vozilo in na drugi strani v polnilnico. Potem na desni strani vidimo polnjenje z enosmernim tokom, tako imenovane DC polnilnice, ki jih sicer razdelimo v segmente, ki jih bom mogoče še malce kasneje opisal, ampak gre za polnilnice, ki se začnejo v bistvu med nekje 50 kilovatov moči in se v bistvu moči dosegajo tudi do 500 kilovatov. Takšne polnilnice se navadno nahajajo ob tistih, krajih, ker jim rečemo tudi, polnilnice za podaljševanje dosega. Se pravi, na takšnih polnilnicah se običajno polnimo samo takrat, da dosežemo našo končno destinacijo, ne. Se pravi, to so podaljševalniki dosega, da recimo, ko gremo na daljšo pot, dosežemo svoj cilj ali se pripeljemo domov ali recimo v službo in tam napolnimo na počasnih polnilnicah. Mogoče, kar je še tukaj, potrebno povedati, je, da se je tukaj standardiziralo, imamo več različnih priključkov. Tukaj so kabli v bistvu, navadno, v sami polnilnici, torej se pravi, tukaj ne rabite vleči kabla iz vašega avtomobila, ampak v bistvu se polnilnica sama nahaja s tem. Se pa čedalje bolj uveljavlja CCS standard. Še nekaj o hitrostih in časih polnjenja. Če je leta 2015 veljalo ali pa smo se predvsem ukvarjali z vprašanjem, kako lahko, oziroma kako hitro lahko napolnimo svoje vozilo, je danes percepcija povsem drugje. Se pravi, danes se ne sprašujemo, kako hitro lahko napolnimo svoje vozilo, ampak kako ga čim bolj učinkovito napolniti, da bomo čim prej, dosegli svoj cilj, in drugo, da bomo v bistvu polnili čim bolj stroškovno učinkovito. V teh letih se je e-mobilnost sploh v Sloveniji in tukaj na našem nekem lokalnem prostoru odvijala, precej hitro. Tukaj so novitete praktično del vsakdana. Tako da, pri AC-polnjenju je bilo recimo 2015, neko povprečno polnjenje ali pa recimo neki standard je bil približno pri 7 kilovatih, so se tudi avtomobili polnili s tako močjo. Medtem ko recimo ultra hitrega polnjenja v Sloveniji prav zares nismo poznali. Najhitrejše polnjenje, ki je 2015 veljalo, je bilo 50-kilovatno. In potem recimo v naslednjem segmentu, tam od leta 2020 do leta 2025, so se začele postavljati tudi ultra hitre polnilne postaje. V ta segment spadajo tiste polnilnice, ki so nad, 150, kilovatov in dosegajo moči vse tam nekje do 250 kilovatov. In v bistvu te so drastično spremenile potek samega polnjenja, ne. Torej, če je veljalo, da smo 2015, svoje vozilo parkirali in polnili po 1 uro na bencinskih postajah, je danes temu povsem drugače. Ta polnjenja so se drastično znižala in sedaj trajajo približno med 10 in 15 minut na samo vozilo. Zdaj, kaj v bistvu še prihaja? Trenutno so, v uveljavljanju tudi, še hitrejše polnilnice. Te hitrejše polnilnice so predvsem, posledica drastične tehnološkega napredovanja, tako z vidika same polnilne infrastrukture, kot tudi napredovanja na strani električnih vozil. In tukaj moram reči, da, ključne spremembe so se zgodile pri termalnem obvladovanju baterije in držanja v nekem optimalnem, temperaturnem oknu, da omogočajo višje moči, polnjenja, kot tudi, v povišanju, se pravi, voltaže. Današnji avti oziroma avtomobili, ki prihajajo danes ven, so v bistvu šli iz 400-voltne arhitekture na 800-voltno arhitekturo in tako naprej. Okej, nekaj, kar je zelo pomembno, da se zavedate pri samem polnjenju, in nekaj, kar v bistvu, nam prodajalci avtomobilov velikokrat zamolčijo oziroma ne povedo, je tudi ta, graf, ki prikazuje v bistvu, s kakšno močjo vaš avtomobil lahko polni pri določenem procentu baterije. Dejstvo je, da, ko smo na nekih daljših poteh, je zavedanje tega grafa izjemno pomembno,
saj nam lahko bistveno vpliva na naš čas polnjenja, ki ga bomo preživeli na polnilnici. In sicer v bistvu, če malo razdelimo tale graf, ne, vidimo, da je praktično velika hitrost oziroma zelo močna hitrost, rečemo, da je približno od 0% do 50% napolnjenosti baterije, dočim potem postopni padec se začne že tam nekje pri 20% in počasi, a vztrajno pada tam nekje do 80%, medtem ko tistih zadnjih 80% poimenujemo območje nizke hitrosti polnjenja. In v bistvu lahko teh zadnjih 20% traja tako dolgo, kot je prejšnjih 80, da smo napolnili vozilo. Tukaj obstajajo čisto fizikalni razlogi. Jaz velikokrat tukaj uporabim analogijo Kongresnega trga v Ljubljani. Se pravi, ko rabite iz enega konca Kongresnega trga na drugega minuto, da pridete iz enega konca na drugega, medtem ko je na Kongresnem trgu nek koncert, rabite za približno isto pot verjetno 10-krat dlje. Rabite vsaj 15-20 minut, da pridete iz enega konca na drugega. In gre za v bistvu čisto fizikalno lastnost baterije. Ko so napolnjeni elektroni, se zelo težko najdejo svoje mesto v bateriji. In zato tudi ta upad hitrosti. Zdaj, pomembno je povedati, da tudi vsak od avtomobilov ima svoj graf hitrosti polnjenja, pri čemer novejši avtomobili oziroma nove tehnologije, ki se vpeljujejo, so v bistvu veliko bolj položne. A vseeno zaradi fizikalnih lastnosti mislimo, da teh izzivov padca hitrosti ne bomo zaobšli. Zdaj pa, kako poteka postopek polnjenja električnega vozila, ne? Jaz sem prepričan, da ste mnogi izmed vas, ki še niste imeli te izkušnje, sprašujete, kako to izvesti. Najprej sledi priklop vozila. Se pravi, mi moramo vozilo povezati s polnilnico, tako kot sem že prej rekel, na počasnih polnilnicah povežemo s svojim kablom, na hitrih polnilnicah s kablom, ki je opremljen s polnilnico. In v bistvu, ko to naredimo, sledi korak identifikacije oziroma avtorizacije na polnilnici. Zdaj, najbolj pogosta uporaba oziroma najbolj splošno je, da vsi ponudniki storitev polnjenja načeloma imamo zelo podobne načine sprožanja teh sej. In najbolj pogost je zagotovo RFID kartica. Se pravi, pri RFID kartici gre za to, da v bistvu vzamemo svojo polnilno kartico, jo prispolnimo na označeno mesto in v bistvu na ta način naredimo ta identifikacijo oziroma avtorizacijo. Naslednji najbolj pogost način je zagotovo uporaba mobilne aplikacije. Večina ponudnikov tudi to ponuja. Gre za to, da v bistvu se predhodno registriramo v takšno aplikacijo in potem z uporabo skeniranja QR kode, ki je na sami polnilnici, sprožimo takšno polnjenje. AFIR zakonodaja oziroma v Sloveniji Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva, ZIAK, zakon je predvidel tudi uvedbo plačilnih terminalov za vse polnilnice nad močjo 43 kilovatov, kar je tudi en od načinov, ki jih ponudniki storitev polnjenja moramo zagotavljati. In v bistvu na plačilnem terminalu lahko zelo podobno zaženemo samo polnjenje, le da pri tem stopimo do terminala, če ta ni na polnilnici, in sprožimo polnjenje skozi plačilni terminal, s tem, da prislonimo bančno kartico, torej ne potrebujemo nobene registracije in nič takšnega. Potem pa še dva nova principa, ki se uveljavljata. Nekje po Evropi sta že prisotna, pri nas še ne, ampak prihajata v ospredje. Torej, to sta tako imenovan autocharge in plug and charge. Da malenkost razložim ta koncept, gre za to, da je v bistvu avtomobil vaše identifikacijsko sredstvo, s katerim se v bistvu pofočkate na polnilnici, ne. Se pravi, da v bistvu avtomobil za vas opravi avtorizacijo na polnilnici. Gre za princip, ki se bo po moje v Sloveniji uveljavil v naslednjih letih. In v bistvu vi, ko enkrat registrirate avtomobil, bo avtomobil vedel, da ste to vi, in ko boste priklopili kabel, bo avtomatsko avtomobil začel samo polnjenje. Po uspešno opravljeni, mogoče še tole povem. Se pravi, pri avtorizaciji oziroma pri identifikaciji je zelo pomembno povedati, da večina ponudnikov, zelo velika večina ponudnikov uporablja tudi sistem predavtorizacije. Kaj to pomeni? To pomeni, da predavtoriziramo potrebna sredstva,
za začetek seje. To naredimo zaradi tega, da zmanjšujemo rizike, da zmanjšujemo v bistvu neka tveganja, nekih neplačil in grejo v bistvu kot posledica nekih izkušenj z vidika neplačil. Pri začetku polnjenja, potem ko smo opravili avtorizacijo, se samo polnjenje začne. Tukaj se naredi tako imenovani handshake med polnilnico in avtomobilom, kjer se samo polnjenje začne. Potem četrti korak, se pravi pregled same polnilne seje. Vkolikor smo začeli polnjenje z RFID kartico ali z plačilnim terminalom, se lahko v bistvu o samem poteku polnjenja pogledamo navadno na zaslonu polnilnice ali pa morda tudi v kakšnih avtomobilih imamo tiste ključne podatke, ki jih potrebujemo, da vemo, kako polnjenje poteka, in kje približno smo z vidika napolnjenosti baterije. Na koncu sledi zaključek in plačilo. Se pravi, ko končamo polnjenje, končamo ga na način, kot smo začeli polnjenje, se pravi, če smo uporabili mobilno aplikacijo, potem končamo prek mobilne aplikacije, če smo uporabili RFID kartico, končamo z RFID kartico. Ko se v bistvu zgodi konec seje, se tudi tisti predavtoriziran znesek se v bistvu odšteje dejanski znesek od predavtorizacije in se takoj v bistvu tista presežno zaračunana oziroma rezervirana sredstva vrnejo na vaš račun. Kje najti javne polnilnice? Ne? Jaz pravim, da javne polnilnice je moč najti praktično povsod. Večina ponudnikov storitev polnjenja ima svoje aplikacije, ima svoje zemljevide teh polnilnih postaj, kjer lahko že vnaprej pogledate pred samo potjo, kje najti te polnilnice. Vseeno za mogoče načrtovanje nekih daljših poti je vredno uporabljati navigacijske naprave v samih vozilih. Po večini avtomobilski proizvajalci vgradijo v avtomobile tudi takšne sisteme, ki omogočajo, da nam avtomobil že sam predlaga, na katero polnilnico na neki daljši poti iti, ki bo najbolj optimalno vplivala za dosego našega cilja. Drugače pa tukaj sem naštel tudi nekaj predlogov, s katerimi orodji se lahko tudi pomagate. En od teh je tudi Abet Route Planner. Tukaj vnesete, se pravi, svoj začetni, štartno točko, ciljno točko, vnesete, s koliko procenti baterije štartate in s koliko procenti baterije bi radi prišli na cilj. In v bistvu vam bo to orodje ponudilo najbolj optimalno pot, tudi z zelo razporejenimi ustavljanji za polnjenje. Zdaj pa še nekaj nasvetov. V bistvu vedno je najceneje uporabljati identifikacijska sredstva od tistega ponudnika, katerega polnilnico uporabljate. To pomeni, da recimo, če obiskujete Petrolove polnilnice, bo zagotovo najceneje, da uporabite Petrolove identifikacijske sredstva za polnjenje na teh polnilnicah. Prav tako jaz mislim, da je najboljši nasvet ta, da uporabite tistega ponudnika storitev polnjenja, katerih polnilnico uporabljate največ. Ne? Se pravi, da izberete tistega, kjer polnite največ, in pa še to je zelo vredno povedati, da sama paketna ponudba lahko drastično vpliva na samo ceno polnjenja. Zdaj pa še, koliko boste polnili, se pravi, samo računanje potreb po energiji za vaše vozilo. Jaz sem tukaj dal en primer Škoda Elroq 60, en aktivni model, ki se zdaj prodaja. Vzel sem podatke, tukaj jaz vse podatke o samih vozilih povzemam zelo rad v EVA Database, to je ena zelo super stran, kjer lahko preverite praktično dejanske podatke o samem vozilu, ki ga izbirate. Tam vidite med drugim tudi neko realno porabo, se pravi, ne tiste oglaševane porabe, ampak neko dejansko porabo in tudi dosege, ki so predvideni za to vozilo. In jaz sem takole izračunal, se pravi, za Škodo Elroq povprečna poraba je 168 vatnih ur, ne, če računamo, da letno prevozimo 25.000 kilometrov, potem v bistvu lahko zelo enostavno pridemo do računice, da bomo v enem letu porabili za teh 25.000 evrov približno 4.200 kilovatnih ur. Na tej strani tudi zelo dobro je prikazano, kakšni so približni dosegi za posamezno vozilo v kombinaciji vremena
in različnih vremenskih pogojev. Tukaj recimo pri cold weather je predvideno temperatura -10 in povprečna vožnja po avtocesti 120 na uro, in pri mild weather približno take temperature, kot jih dosegamo zdaj v Sloveniji. Pa nekaj še o stroških polnjenja. Se pravi, če boste polnili privatno polnjenje, se pravi, da ste si zgradili svojo polnilno infrastrukturo, morate računati na strošek elektrike približno med 14 in 18 centov na kilovatno uro, kar na 100 kilometrov, recimo za primer spet Škoda Roka, bi pomenilo, da vas 100 kilometrov pride približno 2,30 evra. Če polnite na javni polnilni infrastrukturi, so te cene malenkost višje, in sicer se gibljejo med 32 centov in 37 centov na kilovatno uro, kar pomeni, da je 100 kilometrov približno 5,30 €. Pri hitrih polnilnicah, se pravi med 47 in 55 centov na električno energijo, kar pomeni potem, da v bistvu je 7,80 evra na 100 kilometrov, in pri ultrahitrih polnilnicah približno med 66 in 70 centov energije, kar pa potem že se precej približamo ceni, ki jo imamo za primerljiv bencinski avtomobil. Tukaj je pomembno povedati, da to so redni ceniki, tako kot sem prej povedal. Zelo dobro si je pogledati tudi pakete polnjenja, in če zelo dobro poznate svoje potrebe, boste lahko tudi zelo dobro izračunali in pri tem prišparali, no. Tako da ja. Evo me, Matic, veliko si govoril, prinesel Hvala. sem ti vodo. Hvala lepa. Zagotovo si me dobil na koncu, ne, ko sem pogledal te podatke in ko človek računa, koliko te stane 100 litrov, mislim, na 100 kilometrov prevoženega bencina. Ja, hvala lepa za ta del. Kot smo obljubili, ne, bomo imeli zdaj tudi čas za vprašanja. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, lahko tudi tekom vsega tega to vse skupaj napiše na ali mobilnost@petrol.si ali pa vse to napiše kar na ta chat. Zdaj moramo samo reči, da se tukaj trenutno zdaj vprašanja ne vidijo, tako da bomo malo tole uredili, sam sekundico. Tako da Matic bo na vse to odgovoril. Evo, zdaj bodo tudi naši fantje tukaj popravili. Če ne, mi pa samo obrnete tamle računalnik, pa bomo vse skupaj opravili. Evo, da se vidi, da je webinar v živo, včasih to takole naredimo. Punce, kar prineste mi računalnik, pa bomo prebrali vprašanje, to, kar ste nam poslali. Evo, tako. Hvala lepa. Gremo kar na prvo vprašanje. Matic, ali bo Petrol omogočal plačilo na polnilnici tudi z bančno kartico in ne samo z uporabo Petrolove kartice, nekdo sprašuje? Seveda. Že danes v bistvu imamo po večini, tako kot sem že omenil, zakonodaja nas je malenkost porinila v to, tudi sami smo razmišljali o tem, ampak gre za to, da imamo že danes plačilne terminale na vseh polnilnicah, ki so bile postavljene skladno z ZIAG-om. Zagotovo od naslednjega leta, se pravi 1. 1. 2027, morajo biti opremljene vse hitre in ultrahitre polnilnice z plačilnimi terminali, tako da dejansko to že pospešeno delamo, se pravi na tistih, kjer še ni, to še vzpostavljamo. Tako da ja, zagotovo. Evo, mi smo tudi vmes usposobili vse, kar je treba. Kaj je največja zmota, ki jo imajo običajno podjetja glede polnjenja električnih vozil? Ja, tukaj teh zmot je kar veliko, ne, se pravi. Predvsem, recimo, jaz bi rekel, da podjetja velikokrat mislijo, ne, da opravljajo ogromne kilometre, ne, da to nemogoče polniti, ampak moram reči, da te zmote ne držijo, da dejansko se to polnjenje da izvesti. Tudi tako, kot sem prej pokazal, ne, ko primerjajo recimo neke stroške, se morajo zavedati, da še vedno tisto povprečje 80% na zasebni polnilni infrastrukturi, 20% na javni, da to bistveno vpliva na sam izračun vozila oziroma stroške vozila. Tako da to je mogoče nek mit, ki se mi zdi, da ne drži. Okay. Eno, še eno vprašanje malo. No, tukaj boš tudi mogoče razbil kakšen mit, ne? Kako dolgo se električno vozilo dejansko polni v praksi? Ja, super, odlično vprašanje. Tako je, se pravi, če recimo zelo odvisno od kapacitete baterije, ki jo imamo v vozilu. Danes poznamo avtomobile, ki imajo 20 kWh kapacitete baterije, in avtomobile, ki imajo 120, se pravi 4-kratnik, 5-6-kratnik, ne, same baterije, tako da je to vedno treba vzeti v obzir. Če vzamemo, se pravi, počasno polnilno infrastrukturo, lahko rečemo, da če polnimo z 11 kW, ne, lahko zračunamo, koliko ur bo trajalo, ne, se pravi, delimo
našo kapaciteto, ne, da bomo imeli napolnjen avto. Ampak v praksi približno do 3-4 ure na počasnih polnilnicah, če bi ga res od začetka do konca polnili. Na hitrih polnilnicah je ta postanek dolg, recimo da 40-50 minut. Na ultra hitrih polnilnicah pa tukaj govorimo že o časih, ki so zelo se približali temu, kar smo uporabljali čas za tankanje, sploh ob nekih novejših avtomobilih, ki lahko polnijo z višjo močjo. In dejansko vidimo, da povprečno polnjenje na ultra hitri polnilnici na Petrolu recimo je tam približno 8 do 10 minut. A to je ena kava? Ja, to je ena kava. Kava, WC pa To je to. Ja. Okay. Še eno vprašanje smo dobili na chatu ob tem webinarju v živo. Ali je predvidena združitev OneCharge in Petrol Go v eno aplikacijo? Je predvidena, spravo imamo tudi to v planu. Jaz mislim, da bo to še prej, kot si znajo ljudje predstavljati. Ja, zagotovo pa Petrol želi v Petrol Govu združiti vso svoje poslovanje in povsem normalno je, da je tudi e-polnjenje oziroma električno polnjenje eno izmed teh, tako da zagotovo je. Ja. To je to. Če imate še kakršnokoli vprašanje za Matica, mu lahko pošljete, se zdaj njegov mail ste dobili, pa vidite, da tudi fant res obvlada. Drugače pa mobilnost@petrol.si. Midva greva zdaj k naslednjemu sklopu, zato sem se pridružil, ker tukaj imam jaz vprašanje, ali prej si ti to dobro imel vse oddelano, vzpostavitev polnilne infrastrukture. Zdaj smo videli, najprej pogledaš vozni park, potem pogledaš, kakšne so te možnosti, zdaj bi pa ti to v podjetju seveda postavil. Zato mogoče prvo podjetje reče, ok, mi bi imeli električna vozila, električni vozni park, želimo postaviti eno polnilnico ali več. Kaj je prvi korak? Ja, zagotovo tukaj je seveda analiza potreb. Okay. Tako kot smo že danes parkrat povedali, se pravi, zelo dobro je poznati svoje potrebe, ker lahko potem dobro strategijo sprejmemo. In tudi tukaj ni nič drugače. Torej, se pravi, analizirati moramo, koliko v bistvu vozil bomo polnili s to polnilno infrastrukturo, v kakšnih ciklih se oni polnijo. Ali se oni vsi polnijo v istem času, ali se lahko izmenjujejo na teh polnilnicah, ali imamo dovolj ljudi, da se izmenjujejo na teh polnilnicah in tako. In pa primerno, se pravi, tudi kakšne moči se potrebuje, koliko časa bo to vozilo stalo, preden se spet premakne. In seveda hkrati tudi neko analizo lokacije. Se pravi, kakšne moči so na voljo na lokaciji. Kje si je podjetje zamislilo, da bi postavilo te polnilnice? Ali so za to potrebna neka elektrogradbena dela, ali je treba mogoče kakšno soglasje pridobiti in tako naprej. Tako da v bistvu to je ta prvi korak. Naslednji korak je seveda izbira polnilnic. Tukaj imamo na voljo najrazličnejše tipe polnilnic in zelo pomembno je, da zberemo tisto, ki nam bo najbolj primerna. Tukaj vedno se lahko stranke obrnejo na nas, tudi svetujemo, pomagamo pri tem, tako da to je to. Ta tretji del je pa v bistvu, potem, ko so recimo že izbrali polnilnice, je zagotovo predpriprava in neka montaža teh polnilnic. To pomeni, da dejansko pripravimo lokacijo v smislu nekih elektrosoglasij za povečavo moči. Ker morate se zavedati, da če postavimo nek ogromni polnilni park za podjetje, bo najverjetneje ni dovolj moči na sami lokaciji, zato je treba zaprositi za povečavo. Tako da nadgradnja tega, se pravi prvič omrežja, potem pa izvedba praktično vseh gradbeno-inštalaterskih del, zato da potegnemo vode do samih polnilnic, zato da se polnilnice zmontirajo in tudi zaženejo. In tukaj nas pripelje do četrte točke, ki pa v bistvu je upravljanje. Se pravi, mi rečemo, da ko so polnilnice enkrat postavljene, jih naredimo pametne in jih povežemo v zaledni sistem, da lahko praktično iz enega mesta krmilimo z njimi in nastavljamo neko logiko. Bova šla kar po točkah, če si za. Ko smo se v resnici že kar veliko dotaknili, to je ta analiza potreb naročnika, stanje lokacije, to seveda podjetja opravijo, potem pa greva k izbiri polnilnih postaj. Kakšne postaje, na primer, so? Ja, zdaj mogoče bi to razdelil kar v par nivojev. Čisto osnovne polnilnice so v bistvu, dajmo reči, da so to čisto osnovne polnilni kabli oziroma prenosne polnilne postaje, tem je pravno. Ker mi v teoriji bi lahko te naše avte filali tudi na šoko vtičnice, ki jih imamo, gospodinjske vtičnice, ki jih imamo doma, bi lahko praktično s kabli, ki so prilagojeni za to polnili, vendar so tukaj moči res počasne. Tukaj govorimo o 30 plus ur
ki bi jih namenili za polnjenje takšnega vozila. Te prenosne postaje so pa spet odvisne od faz, ki jih imamo na teh vtičnicah. Recimo, če je enofazna vtičnica, lahko pričakujemo tam nekje do 7, največ 7 kilovatov, dočim recimo trofazna elektrika, če imamo vtičnico, lahko dosegamo moči do 11 kilovatov s takimi prenosnimi kabli. Zdaj, jaz osebno prenosnih kablov in tega ne priporočam, bolj priporočam, se pravi, drug nivo, to so polnilne postaje, AC polnilne postaje. Te ponavadi mogoče moči od 11 kilovatov tudi do 22 za avtomobile, ki to omogočajo. Pri tem recimo lahko takšno montiramo bodisi na stene, bodisi pridejo z stebrički, se pravi dejansko taki kovinski stebrički, enojni ali dvojni, se pravi, da je na eno stebričko, da so 2 polnilnici, ali pa tudi kot v obliki samostoječih polnilnic, ki v bistvu ponavadi pridejo kot samostoječe naprave, ki imata po 2 vtičnici na eno stran. Zdaj, to je v bistvu ta drugi nivo. Potem pa recimo so že močnejše polnilne postaje, ne. Zdaj tukaj recimo, da imamo še en segment hitrih polnilnic. Te se tudi lahko montirajo še na stene ali pa recimo kot neke samostoječe naprave. Tukaj govorimo spet o močeh recimo od 35 do nekje 50-60 kilovatov, in tudi o ultrahitrih polnilnicah, ne. Vse več imamo podjetij, ki tudi v podjetja date že ultrahitre Ja, polnilnice? tudi podjetja, sploh recimo kakšni logistični partnerji oziroma neki taki, ki imajo vozilo konstantno na poti ali pa imajo zelo kratke postanke. Tisti se ponavadi odločajo za ultrahitro polnilno infrastrukturo, ker želijo v čim krajšem času napolniti in nadaljevati svojo pot. Ponavadi tudi tako uredijo, da praktično, ko oni že zložijo tisto robo v kombije, je avto že poln, nadaljuje pot, ne. Tako. Ne vem, zdaj bi mogoče dal še lokacijo, se mi zdi zelo pomembna, ne. Tudi zdaj sva dvakrat že omenila, da moraš vedeti, kam boš postavil. Kaj je treba pri lokaciji vedeti, ne? Zdaj, če imaš ti, prej smo čisto na začetku slišali, Anžeta, ne, če imaš ti, ne vem, v garaži, je tukaj že en problem. Če nimaš možnosti, je tudi problem. Torej, kako pomembna je lokacija? Verjetno vse kot vedno, ne? Ja, seveda. Lokacija je tudi zelo pomembna. Prvič, kot sem že omenil, recimo z vidika moči. Kot drugo, recimo, če govorimo o nekih lokacijah, ki niso v izključnem lastništvu podjetja, je treba tukaj tudi dobiti primerno soglasje. Če govorimo recimo o kakšnih garažah, ne, tudi podjetja imajo velikokrat te želje, ne, je treba narediti požarne presoje in pridobiti vsa ustrezna dovoljenja, da lahko postavimo takšno polnilno infrastrukturo. To pa seveda pri lokaciji, mogoče se to prej pozabilo omeniti, če enkrat kopljemo, ne, je zelo dobro mogoče, in tukaj smo spet pri strategiji, že vnaprej predvideti, ne, mogoče danes imamo 2 električni vozili, ampak imamo v perspektivi, da jih bomo imeli 10, ne. Praktično je zelo dobro, da že vnaprej razmislimo, koliko bo tega, da lahko elektrogradbena dela, bom rekel, mi rečemo, predpripravimo. Se pravi, da ni potrebno potem vsakič znova razkopati asfalta in izvajati teh del, ampak lahko v bistvu samo postavimo polnilnico, jo priklopimo in smo good to go, no. Požarna varnost je ena taka stvar, o kateri kar veliko govorimo. Najprej smo imeli električna vozila, pa so se, mnogi rekli, to bo gorelo, ne, pa zdaj vidimo podatke. Kako je pa s polnilnicami, ne? Kakšna je tukaj ta varnost, požarna varnost? Zelo dobro vprašanje. V bistvu je tako, pri požarni varnosti gre za to, da najbolj pogosti vzroki za to, da se kaj vžge, je, da nismo ustrezno postavili polnilnice, ne. Se pravi, da nismo imeli nekih strokovnjakov, ki bi nam že vnaprej povedali, kaj se sme in kaj se ne sme. Največkrat pride do tega, da so enostavno niso prilagojeni kabli, ne. Recimo, da moramo vedeti, da tukaj teče ogromne moči in da tukaj v bistvu tudi tokovi so višji kot pri običajnih. In zato neki podaljšek, ki ga dobimo takole malo v Merkurju, mogoče ni najbolj primerjan za to. Je treba zelo dobro se pozanimati o tem. Prav tako recimo vidimo, da so neustrezne varovalke, ne, da varovalke niso bile nikoli narejene, da držijo takšne moči in enostavno nimajo teh ustreznih zaščit, da se te požarne tveganja zminimizirajo. Prav tako v bistvu recimo
žal je tako, ne, da vsi iščemo prihranke, ne, in tudi zelo pomembno je pri tej požarni varnosti, da se sledi nekim evropskim smernicam, ki so tukaj postavljene, torej da se zagotavljajo neki določeni standardi, standardi kakovosti, ki tudi dodatno preprečijo to. Tako da v bistvu, kako se lahko zavarujemo, no, da mogoče tako, zagotovo v bistvu je to, kot sem rekel, sledenje standardom, izbira pravilne polnilnice z vsemi osrednjimi varnostnimi protokoli. Potem imamo tukaj odklopnike, varovalke, ki se v bistvu skrbijo za to, da vkolikor karkoli, katerokoli od samih vrednosti preseže neke predvidene, tako izklopi elektriko in s tem onemogoči možnost vžiganja ali pa pregrevanja česarkoli. Da izberemo polnilnice, ki imajo noter že vgrajene senzorje, bodisi merilnike temperatur, bodisi recimo kabla in kakorkoli tako, da v bistvu se že same sebe znajo uravnavati. To jaz mislim, da je ključno. Zdaj, garancija pa servis, to je nekaj, kar seveda v podjetjih zelo potrebujejo, da točno vedo, naprimer, da se nekaj pokvari, ne? Kdo to popravi in kako hitro? Ja, zdaj to je spet zelo dobro vprašanje in jaz mislim, da je to eno od glavnih aspektov pri izbiri polnilnice, mogoče sem tam to pozabil, ampak zelo pomembno je, da gledamo te poprodajne storitve, ne? Če nam je pomembno pri hladilnikih in doma pri pečici in tako naprej, da zberemo ponudnika, ki ima mogoče tudi daljšo garancijo, je to pomembno tudi tukaj, ne? In da v bistvu zadaj stoji podjetje, ki je verodostojno, ne? Ki ima neko tradicijo za to, da lahko zaupamo, da bo tam tudi, ko bomo to pomoč potrebovali. Tako da dejansko, kar se tiče garancije, jaz mislim, da veliko proizvajalcev sledi, ponavadi so to 2 do 5 letne garancije, garancijske dobe. V sklopu te dobe so v bistvu oni tisti, ki ti garantirajo za kakršnakoli garancijsko popravila. Ampak tukaj Petrol ima tudi 2 storitve, ne? Se pravi, ima 2 storitvi rednega in izrednega vzdrževanja. Redno vzdrževanje je ponavadi čisto enkratni obisk polnilnice, kjer se preveri ključne točke v sami polnilnici. To je pomembno zaradi parih stvari. Se pravi, vkolikor so recimo kakšni stiki slabi, vkolikor se v polnilnici nabira voda ali pa recimo gre za neke ogrožajoče stvari, ki bi lahko ogrozile polnilnico, delovanje same polnilnice, in ta pregled je treba izvajati, ne? Tudi ponavadi sami proizvajalci polnilnic to pogojujejo z garancijo. Se pravi, vkolikor ni bil narejen redni preventivni pregled vsaj enkrat letno, ne priznavajo garancije, vkolikor pride do napak. Ta druga zadeva, ki jo ponujamo, je pa tudi izredno vzdrževanje. To je pa v bistvu vzdrževanje, ki ponavadi pride v veljavo po garancijski dobi. Se pravi, ko gre nekaj narobe, Petrol za tiste polnilnice oziroma tiste stranke, ki se za to odločijo, zagotavlja izredno vzdrževanje in podaljševanje te življenjske dobe polnilnice. Pri stroških sva. Zdaj seveda je pomembno, koliko stane, ne vem, polnilnica in kakšen strošek predstavljajo vsa ostala dela, ki jih moraš opraviti, da to polnilnico naprimer začneš uporabljati. Ja, to je tudi zelo dobro vprašanje. Tako je, spet zavisi od lokacije do lokacije. Torej, gre za to, da lahko te stroški gradbeno-inštalaterskih del predstavljajo večji del stroškov same investicije, lahko je pa tudi drugače, ne? Lahko je pa minorni. Odvisno je od tega, kakšno imamo lokacijo, koliko bo treba kopati, zato da pripeljemo energijo, ne? Če se moramo slučajno povezati v primeru nekih večjih moči na kakšno trafo postajo, je treba mogoče tudi trafo postajo vzpostaviti za ta namen. Tukaj vse zavisi, ampak generalno bi jaz rekel, da pri večini strank opažamo, da se je to znanje in samo umeščanje tega v prostor bistveno dvignilo, ta nivo, in da se te dejansko stroški potrebnih elektrogradbenih del zmanjšujejo. Je pa zelo težko oceniti. Kaj pa čas, ne vem, od prvega klica, ko rečejo, ok, mi bi to zdaj imeli, pa do delujoče polnilnice, kakšen je? Ja. Spet odvisno? Ja, spet odvisno, ampak recimo, če takole mečkam povprečjem, jaz mislim, da smo lahko od tega, da bi, če gremo še tudi s svetovanjem vred, jaz mislim, da smo lahko dejansko v roku 3 mesecev z delujočo polnilnico, ne? Če si pa seveda stranka želi nekaj posebenega oziroma nekaj čist izven nekih standardnih praks, takrat se pa pač ta zadeva podaljša. Zdaj, ko smo govorili o električnih vozilih in o subvencijah, enako je tudi tukaj. Kako je torej s subvencijami, če se podjetje odloči, da bi postavili svoje lastne polnilnice? Ja, zdaj tukaj je na voljo
kar nekaj subvencij. In sicer tukaj so subvencije za, tako kot je mogoče Anže že prej povedal, za električne avtomobile, ampak kar se tiče polnilnih mest, je tukaj na voljo en način subvencioniranja, tako za privatne, se pravi za fizične osebe, kot tudi za poslovne. So upravičeni do 55% opravičljivih stroškov. Se pravi, opravičljive stroške se štejejo postavitev, nakup polnilnice, potem tudi gradbene inštalaterska dela, vendar ne v večji subvenciji od 1000 evrov. Se pravi, 55% do 1000 evrov. Ne? Tako, in to je ena, ki je vredno izkoristiti, ena subvencija, pravkar je bila v bistvu tudi podaljšana. Potem imamo pa na polnilno infrastrukturo še dve. Se pravi, tukaj so naštete tudi druge, tudi za mestne avtobuse in logistični promet. Ampak tukaj, če govorimo za polnilno infrastrukturo, sta na voljo tudi za vzpostavitev javno dostopne polnilne infrastrukture ob omrežju TENT, se pravi ob TENT koridorju. To je ta naš v bistvu avtocestni križ, oziroma en del. Če podjetja tam želijo postaviti javno dostopno, se pravi, tukaj ni zasebne polnilnice, tukaj je javno dostopna, lahko to storijo in imajo na voljo, mislim, da 10 milijonov trenutno evrov sredstev za počrpati, se prijavijo na razpis in lahko to uveljavljajo. Prav tako je pa razpisan tudi subvencija za izven TENT-a, za postavitev električne polnilnic izven TENT-a, tukaj je pa na voljo 15 milijonov. Tako da v bistvu tukaj subvencije kar nekaj, tudi v bistvu naše ministrstvo se kar precej trudi, da pomaga in proba izboljšati Da gremo v to smer. situacijo, da gremo v to smer, da podjetjem olajša elektrifikacijo. Zdaj, jaz mislim, da sva šla čez vse vprašanja, ki sem si jih sam pripravil, kaj narediti, če se v podjetju odločijo za polnilnice. Pogledaj, kaj so nam napisali tisti, ki so z nami v današnjem webinarju. Matic, kakšna je politika Petrola za postavitev javne polnilnice v neki občini, kjer imajo na voljo prostor in pripravljeno ostalo infrastrukturo za postavitev polnilnice? Ja, če dobro razumem to vprašanje, kakšna je politika Petrola. Zdaj, jaz mislim, da tukaj imamo več poslovnih modelov, mogoče se bomo tega dotaknili še malo kasneje, ampak v bistvu tukaj je poti več. Se pravi, ena pot je, da zagotovo je občina tista, ki izgradi neko javno polnilno infrastrukturo, se pravi, ona je investitor in tukaj lahko s Petrolom sodeluje v smislu, da je Petrol v vlogi upravljalca in ponudnika storitev polnjenja, pri čemer potem se ta polnilnica obnaša kot klasična javna polnilnica. Potem, če ima mogoče primer, kjer želijo zasebno ali pa delno zasebno polnilnico, je tudi to opcija. Je pa tudi opcija neka deljena investicija, to bom tudi še malo več povedal, ampak gre za v bistvu to, da Petrol za neke res dobre priložnosti je pripravljen iti v neke deljene investicije z soinvestitorjem, v neke zgodbe, kjer tudi naši strokovnjaki odločijo, da se to za Petrol slača. Kako je s stroški, kolikšen del zajemajo gradbena in elektrodela? To sva v bistvu že odgovorila. Vprašanje je prišlo prej, preden sva ga odprla midva. In pa, kaj je v večstanovanjskih stavbah in garažah, kako je tam s polnilnicami? Malo si že omenil, a je še kaj za dodati? Jaz mislim, da v večstanovanjskih stavbah, sem že kar nekaj povedal, ampak dejstvo je, da je treba narediti požarno presojo. In se pravi, vkolikor je to neka zaprta garaža, je zagotovo treba narediti požarno presojo. In ta požarna presoja ponavadi tudi določi, kakšen riziko obstaja za nek požar in kako v bistvu znižati ta tveganja za požar. In velikokrat pridemo do tega, da je treba narediti mogoče tudi kakšna, se pravi, sprinkler sisteme oziroma takšne protipožarnim tveganjem ukrepe, zato da zadostimo. Tako. Hkrati pa seveda, če garaža ni v našem lastništvu, če se tukaj sprašujejo podjetja, jaz mislim, da je treba dobiti tudi neka soglasja solastnikov. Se pravi, to je kar pomemben del. Tudi recimo privatno v večstanovanjskih stavbah vemo, kakšen zakon imamo, se pravi, treba dobiti ta soglasja sostanovalcev, da se nekaj takega vzpostavi. Mogoče sem še to, v nekih starejših stavbah je ponavadi ta elektrika, ki je v samih garažah, je ponavadi na skupnem števcu. Vkolikor je na skupnem števcu, je tukaj obstajajo neki software rešitve, ki omogočajo mogoče malce cenejšo ureditev tega področja, da
lahko proporcionalne stroške tudi obešamo potem na porabnike. Mhm. Pri novejših gradnjah je ponavadi tako, da so ponavadi tiste enote že povezane z boksi, in je ta v bistvu ločevanje te elektrike, ne, da pride do pravičnega razporejanja, lažje uredljivo. Ja. Okay, hvala lepa za ta del. Če je še kakšno vprašanje, na Petrolu imajo kar nekaj fantov in deklet, ki znajo na to odgovoriti. Seveda, Elbasana sem spoznal, danes ga ni z nami, ampak tudi on se s tem področjem zelo ukvarja, tako da če boste pisali na mobilno stav@petrol.si, boste odgovore seveda dobili. Zdaj pred nami je še četrti del. Jaz sem Matica prosil, ko smo se pripravljali na ta webinar, če mogoče pozna kakšno šalo, ko gre za mobilnost, za elektrifikacijo vozil in tako naprej. In Matic je dejansko eno stresel iz svojega rokava. Poglejmo najprej šalo in potem gremo na ta četrti del. No, zdaj pa še ena šala. V podjetju smo se šli elektrifikacijo, zdaj vsak izgovor, nimam energije, zato ne pali več. Nekaj energije nam je še ostalo, nismo še pri koncu. Četrti del, torej, ko so polnilnice enkrat postavljene, se zgodba seveda ne konča, takrat postane ključno vprašanje upravljanja. Kdo lahko polni kdaj, po kakšni ceni, kako se spremljajo podatki in kako se, to vem, to vas bo zelo zanimalo, ne, optimizirajo stroški. In to je tema zadnja v današnjem webinarju, ki jo prav tako pokriva Matic. Vmes je dobil malo vode, tako da glasu mu ne bo zmanjkalo, pripravljen pa je. Matic, kar izvoli. Hvala. Mogoče za začetek bi se vrnil samo na tale del, ki sem ga prej mogoče malo pozabil povedati. Se pravi, načeloma polnilnice delimo na pametne in navadne, dajmo reči. Kaj naredi polnilnico pametno? Polnilnica je pametna predvsem, če z njo lahko upravljamo. To pomeni, da je povezana v zaledni sistem, in sama polnilnica je zelo, hočem reči, enostavna naprava, ne? Podobno kot naše vtikači doma. Zato je zelo pomembno, da jim dodamo možgane. In te možgane v bistvu pridejo v obliki tega zalednega sistema za upravljanje s polnilnicami. Tako da mogoče grem kar na ta del. Torej, pomembno se zavedati treh glavnih vlog pri sami e-mobilnosti oziroma pri upravljanju s polnilnicami. Ne? Na eni strani je lastnik polnilnih mest. Zdaj, lastnik polnilnih mest, česa si želi? Želi si, da polnilna infrastruktura deluje brezhibno, da ima ta polnilna infrastruktura čim večji uptime, se pravi, da nima nekih napak, okvar. Zagotovo si želi, da imajo uporabniki, ki to polnilnico uporabljajo, neko podporo pri tem, se pravi, vkolikor pride do kakšnih težav, imajo nekoga na drugi strani, ki jim lahko pri tem pomaga. Prav tako si želijo, da se pametno upravlja z samo energijo, se pravi, da so stroški, operativni stroški te polnilnice čim nižji, da v bistvu optimiziramo stroške tudi na strani same administracije oziroma samih obračunavanj, preračunavanj in tako naprej. In da ustvarjajo neke prihodke, ne? Se pravi, polnilnice so lahko tudi vir prihodkov. Mnoga podjetja se za to odločajo in v bistvu tretirajo tudi polnilnice kot nek vir prihodkov. Prav tako želijo si lastniki polnilnih mest tudi dostop do podatkov, se pravi, da vejo, kaj se dogaja s polnilnico, da imajo totalen pregled nad prihodki, odhodki, stroški in tudi ostalimi analitskimi podatki. Na drugi strani imamo potem, se pravi, ponudnika storitev polnjenja, mi temu rečemo tudi s kratico MSP. V bistvu njegova vloga v tem je, da zagotavlja čim boljšo uporabniško izkušnjo. Se pravi, on stremi k temu, da uporabniki polnijo z uporabo njegovih identifikacijskih sredstev in da praktično ima to izkušnjo boljšo od nekih drugih konkurentov. Naloga ponudnika storitev polnjenja je tudi to, da maksimizira prihodke ustvarjene na polnilnici. Se pravi, on bo konstantno testiral limite, do kam lahko pride z višino ustvarjenih prihodkov, in pa njegova naloga je, da implementira te spremembe, ki prihajajo, se pravi tudi, da samo uporabniško izkušnjo. Potem imamo pa še upravljalca polnilne infrastrukture. Upravljalec polnilne infrastrukture je pa v bistvu tisti, ki konstantno bdi nad samim delovanjem električne polnilnice. Večina teh ponudnikov, ki obstajamo,
imamo vzpostavljene neke nadzorne centre, v katerih konstantno izvajamo nadzor nad polnilno infrastrukturo, vkolikor polnilnica zaide iz nekih predvidenih obratovalnih postopkov, je tukaj upravljalec, ki polnilnico ali reši na daljavo ali sproži nek vzdrževalni proces, zato da ne pride bodisi do neke hujše okvare polnilnice ali zato, da v bistvu lahko pomaga pri samem polnjenju ali delovanju polnilnice. Upravljalci, oziroma kar morate zahtevati od samega upravljalca polnilne infrastrukture, je tudi to, da dobite dostop do neke analitike, dostop do podatkov. Se pravi, tukaj se uporabljajo neki zaledni sistemi za upravljanje s polnilnicami in tukaj je zelo pomembno, da vi kot lastnik imate povsem vpogled v delovanje, da lahko tudi samo analitiko uporabljate za interna poročanja. Se pravi, recimo, ne vem, če ste kot podjetje zavezani ESG poročanju, so v bistvu te podatki lahko tukaj vam na voljo in jih lahko spremljate. Prav tako optimizacijo stroškov, tako kot sem rekel, se pravi, upravljalec vam bo definitivno prihranil stroške, ki jih boste imeli za obračuni, z plačevanjem, z vzpostavljanjem recimo plačilnih terminalov, s tem, da imate takšno in drugačno analitska orodja, ki bi vam pomagala pri tem, in da sami najemate neke sisteme za upravljanje s polnilnicami. Prav tako so možne integracije v zaledne sisteme. Tukaj imamo razširjeno API infrastrukturo, preko katerih se lahko povežete. Se da povezati polnilnice z vašimi ERP sistemi, kjer dobite v druge sisteme vse informacije, ki jih potrebujete za kakršnokoli obdelavo. Prav tako upravljalec je dolžan, da, oziroma lahko od njega zahtevate, da poskrbi, da je skladen z zakonodajnimi okviri. Tukaj večina stvari, ki je definiranih, so tako kot je že danes bilo parkrat omenjeno, ZIAK, se pravi Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva, ki med drugim določa, kako mora polnilnica komunicirati, kam se morajo javne polnilnice povezovati in kam morajo sporočati te stvari. In upravljalec je tisti, ki vam praktično na enem mestu to tudi ponudi. Tako, zaslužite s prihodki od polnjenja, to sem pa tudi že povedal, upravljalec je tisti, s katerim v bistvu vi skupaj se pogovorite in nastavite neko strategijo za posamezno polnilnico. Če je ta polnilnica mišljena tudi kot nek ustvarjalec prihodkov, zato da si znižate celotne stroške, življenjske stroške te polnilnice, potem lahko to tudi naredite. In tukaj obstajajo najrazličnejši načini. Tole je recimo primer zalednega sistema. To je Biblija za naše upravljalce. Praktično oni dnevno spremljajo tale sistem in v primeru kakršnihkoli težav postopajo skladno z nekimi navodili, sprožajo vzdrževalne procese, razrešujejo na daljavo in tako naprej. Zdaj pa še nekaj na hitro o poslovnih modelih sodelovanja. To smo se malenkost že dotaknili v prejšnjih odsekih, ampak zasebna polnilna infrastruktura. Se pravi, postavili ste zasebno polnilno infrastrukturo. Jaz mislim, da sem zdaj povedal tudi veliko o tem, zakaj se splača imeti za tako polnilnico, ki je zasebna, tudi upravljalca. Se pravi, dejansko imate polnilnico namenjeno za vašo floto. Mi smo tisti, ki vam pomagamo pri tem, da bo ta polnilnica delovala, da bo ta polnilnica imela čim nižje operativne stroške, kakor so le možni, zato da vam podprejo polnjenje tega voznega parka in tako naprej. Potem segment, ki je v zadnjem času izjemno popularen, je v bistvu delno javna polnilna infrastruktura. Ta infrastruktura je tista infrastruktura, ki je v delu dneva zasebne narave, se pravi, v delu dneva je namenjena polnjenju zasebne flote, v recimo popoldanskem času, v drugem delu dneva pa je na voljo javni uporabi. In na ta način si podjetja, ki imajo zelo prediktivne uporabe vozil, se pravi, se vozila uporabljajo v dopoldanskih urah, možnost, da si to investicijo v polnilno infrastrukturo toliko prej povrnejo. Se pravi, izpostavijo javni uporabi in služijo od tega polnjenja. Potem imamo še tretji segment, ki je tudi zelo v porastu v zadnjem času, in sicer bonitetne polnilnice. Ko se podjetja odločajo za to, da želijo elektrificirati svoje vozne parke, obstajajo tudi, se pravi, bonitetna vozila,
električna in so zelo v porastu. In takrat v takšnem primeru podjetje razmišljajo, da dejansko na domu zaposlenega vzpostavijo polnilnico. To lahko naredijo na tak način, da praktično v njegovi garaži, kakorkoli na domu vzpostavijo elektriko, vendar tukaj je ta elektrika potem kot strošek zaposlenega. Tukaj pa naše rešitve privedejo do tega, da proporcionalni del, ki je bil porabljen na domačem računu za elektriko, oddvojimo in v bistvu ga plača firma, ne? Se pravi, tako kot bi bilo to pri javnem polnjenju. Potem imamo četrto točko, se pravi javno polnjenje. Tukaj smo tudi že nekaj povedali, se pravi, dejansko javne polnilnice so namenjene temu, da mogoče kakšen gospodarski subjekt, občina ali podjetje začne ustvarjati prihodke na teh polnilnicah ali samo dopolni svojo core dejavnost. Tudi veliko imamo restavracij, veliko imamo hotelov, ki so želeli vzpostaviti javno polnilno infrastrukturo, ker se želijo na ta način bolj spromovirati v tisti svoji glavni osnovni dejavnosti. Potem imamo pa še to, peto točko, deljeno investicijo. To je tista, kjer sem že prej omenil, da praktično Petrol je pripravljen za neke dobre priložnosti. Vkolikor imate kakšno zemljo, kjer bi bili pripravljeni na to, da bi dejansko Petrol soinvestiral v to in zgradil javno polnilno infrastrukturo, se obrnite na nas, lahko z veseljem pomagamo in preračunamo, in vkolikor se odločimo za to, potem tudi to izvedemo. Tako da, to je zaenkrat to. Čas za vprašanja? Čas za vprašanje. Okay, nekaj smo jih dobili, hvala Matic za tole vse skupaj. Prvo vprašanje, kakšen model postavitve lastništva polnilnice predlagate kot najbolj ugoden za podjetje, ker bi podjetje na svojo lokacijo postavilo od 2 do 4 polnilnice za lastno uporabo, polnilnice pa ne bi bile javne, torej sam v lasti podjetja za podjetje? Ja, jaz mislim, da v tem primeru, če ne želi podjetje, da bi bile javne, potem jaz mislim, da je edina zadeva, da bi bile zasebne. Zdaj tudi pri zasebnih, še vedno v bistvu obstajajo tudi tukaj nianse. Podjetje je tisto, ki lahko potem prosto določa, če ima upravljalca, kdo bo polnil, kdaj bo polnil in po kakšni ceni bo polnil. In tudi recimo, če želijo samo zagotoviti za zaposlene neko polnjenje ali za floto, lahko v bistvu še vedno imajo za floto zastonjska polnjenja. Vkolikor pa želijo zaposleni polniti, dodajo mogoče ni zastonjsko polnjenje, ampak je še vedno po neki, bom rekel, normalni ceni se zaračuna. Tako da tudi, če je zasebna, se pravi, dajmo reči generalno zasebna polnilna infrastruktura, vendar znotraj tega mogoče za razmisliti, ali uporabijo kakšnega od naštetih modelov. Okay. Ali Petrol lahko upravlja tudi s plačilnimi terminali, ki so zakonsko obvezni po zakonu o infrastrukturi za alternativna goriva? Seveda, to smo mogoče že prej imeli to vprašanje. Seveda lahko, imamo več opcij. Mi smo šli pri plačilnih terminalih v eno smer, kjer smo v bistvu razvili svoje plačilne terminale, ampak ponujamo tudi plačilne terminale drugih proizvajalcev. Se pravi, navadno je tako, da se podjetje, ko pristopi do nas, lahko samo odloči, katero od teh stvari bi bila boljša. Mi jim znamo tudi svetovati, ni vedno samo ena stvar boljša ali pa samo druga. Tako da včasih se tudi zgodi, da imamo kombinacijo. Imamo pa ogromno podjetij, ki so si postavili, tako kot sem rekel, javne polnilne infrastrukturo, ki je močnejša od 43 kW in zavezana k temu, da imajo plačilni terminal. In imamo najrazličnejše rešitve, se pravi, imamo od do. Tako da ponujamo praktično vse. Tudi jaz mislim, da nobena zagata pa ne bo še toliko težka, ne znamo rešiti. Hvala lepa. To je to, ker vidim, da smo z vprašanji tudi končali. Če imate morda še kakšno vprašanje, potem, ko boste tudi v podjetju seveda malce razmislili, kako naprej, kako narediti tisti prvi korak, pišite na mobilnost@petrol.si, pa vam bodo na Petrolu seveda z veseljem odgovorili. Matic, tebi hvala lepa za tole res poglobljeno predstavitev. Vidim, da res obvladaš, zato sem te dvakrat pustil čisto v primeru, da opraviš svoje delo tam, ker imam jaz nekaj vprašanj samo skočil. Zato hvala tebi in seveda še enkrat hvala tudi Anžetu, ki je otvoril današnji webinar. Hvala. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami tukaj v studiu SBC-ja na Dunajski cesti 119. Se
veselim, da se še kdaj vidimo v kakšnih podobnih webinarjih. Hvala lepa Petrolu za zaupanje in predvsem hvala vam, da ste od začetka pa do konca zdržali z nami. Verjamem, da pri tako pomembni temi, ki vpliva tudi na končni podatek, ko gre za seveda dobiček podjetja in pa tudi za modernizacijo, takšne stvari še kako prav pridejo. Hvala lepa, do naslednjič.